Poslušalke, poslušalci, opozorite vse ljudi na avtomobilih, kjerkoli imate frende, ker tole bo pa krvavo. Marjan, živijo. Lep pozdrav, dajte tale Pleksiboj vmes med nama. To je vaš kolega? Ne, kolega pa sigurno, da ne. Če bi pa imel take kolege, Dobro jutro. Dobro jutro, gospod Šarec. Kako ste? Ste v redu? Ste dobro? Ste dobro spali? Povejte. Dobro. Odlično. Si ti dobro spal? Verjetno ne. Seveda. Vesel sem, da se dobro spali. Bodi, veste, veliko mi pomeni, gospod voditelj, da gospod Šarec dobro spi. To mi veliko pomeni. Dobro spim. Srečen sem in vesel sem. Ampak moj spanec ni vaš problem. Zagotovo ne. Če pa je spanec dober, sem pa tukaj zato, da se z vami veselim. Marjan, prijatelj, nekoč kolega Serpentinšek, deva začeti. Odličen, sprejel sem ga že takrat, ko je bil. Kako smo se to smejali? Ne biti pokroviteljski, nikakor ne, gospod Šarec, komu se opravičujem. Ne bom rekel predsednik, ampak tudi gospod ne Pahor. Ne biti pokroviteljski Pahor. Lahko sem takšen künstler. Marjan, ti praviš, da je predsednik države satanovo delo. Absolutno. Da je v zvezi s hudičem. Tako. Zdaj pa prosim. Res je. Zdaj pa gremo z argumenti. Z argumenti pravijo, da jih nimamo, da nič ne delamo, da križem rok sedimo, pa to ni res. Smo šli v akcijo in tukaj morate vedeti, Borut Pahor mora imeti zagotovo veze s čarovništvom, hudičem, kajti naš Muri, Črnčec, ga je konspirativno slikal, tukaj lahko tudi to pogledate, kako je ureniral po električnem pastirju. Nasmejan, zadovoljen, normalen človek bi se takoj zgrudil. On pa je veselo prepeval in tekočini kar ni bilo konca. Ojoj. A je to normalno? Ne, je to nekaj vsakdanjega? To je pa grozljivo. Gospod predsednik. Če dovolite. Ja? Gospod Šarec, morate vedeti, da imam svoj spodnji nos maksimalno ozemljen. Veste, veliko hodim po tujini, ogromno, kjer je veliko lepih naelektrenih gospodov in gospe, ki sprožijo burno reakcijo, in če ne bi imel stvari ozemljene, bi izgledalo, kot da je eksplodirala car bomba, če gospod Šarec morda ve, kaj to je, seveda. Verjetno vam Serpentinšek pri odgovoru ne bo veliko pomagal, če se ne motim. Gotovo dobro vem, gre za rusko bombo. Marjan, ozemljenega, spodnji nos ima ozemljen, to je zdaj... To ni normalno, poglejte, ko sem jaz te slike videl, je bilo meni tako, to je čarovništvo. Potem pa Jerca pravi, kaj pa veš, kaj pa če je to nekaj vsakdanjega, kaj pa če je nekaj normalnega. Rekel, dobro, časi so se spremenili, morda pa res. In sem okoli svoje hiše ga tudi jaz napeljal pastirja. Samo kapljica, mater me je stresel, ta je pa prepeval, pa se režal. Ja, to je grozljivo. To ne more biti normalen človek. Vsaj neko pojasnilo je predsednik dal. Greva naprej, Marjan, tukaj si po goru. No? Ne, nisem po goru. Ajde. Črnčec ga je posnel, kako je strela udarila gospodu Pahorju direktno v glavo. Tako je. Pahor pa se je samo smajal in prepeval. In rekel, vlada dela dobro. Tako. Ne mi več. A je to normalno? Ne, to ni normalno. Prosim, predsednik, zdaj pa zagovor. Gospod Šarec, strela me je udarila v glavo. Vendar sem, hvala Bogu, delal tibetansko vajo, kjer sem stal na eni nogi. In ni bilo razkoraka, zato ni bilo energije dveh potencialov. Strelo sem odvedel v zemljo in mislim, da je to eden izmed lepših posnetkov, ker izgledam gor kot Kristus, ki je ostal od mrtvih. Ja pa jade, tukaj bi morala biti zadnja večerja, pa ni bila, kajti na tem posnetku se jasno vidi, kako je stal gospod Pahor. Stal pa je natanko tako, kot stoji Cristiano Ronaldo tik preden izvaja penal. Torej, noge široko narazen, pa nič mu ni bilo. Režal se je. Režal se je, normalnega človeka bi scvrlo, bi bilo konec. Ta se je pa režal, pa prepeval. Borut, pa je ste kaj čutili to strelo? Zagotovo, seveda. Jaz se čutim. Jaz čutim malo se vidite, jaz čutim gospoda Šarca. Meni je gospod Šarec jasen, popolnoma. Ker vem, veste, za razliko od gospoda Šarca, jaz sem empatičen.
Ja? Jaz imam empatijo, veste, gospod Šarec, ampak te problemi so globje, veste, te probleme ne moremo reševati na nivoju politike z gospodom Zdaj je Šarcem. pa še psiholog. Gospod Šarec ima probleme nekje drugje, ampak zakaj bi kazali s prstom na te probleme, gospod Šarec? Če želite, vam lahko pomagam, drugače Zdaj je pa ste še seveda psiholog. odgovorni sami za vse te Glej, probleme. Marjan, Rešujte jih sami. Strela Zato vas je vprašam, udarna. gospod Šarec, ali ste dobro spali? Zato vas vprašam, če ste dobro spali. Zelo dobro sem Me spal, veseli. zelo dobro sem Gospod spal. Šarec, če ste dobro spali, pomeni, da napredujete, kar je zelo In pomembno. nisem vas sanjal, niso bile mokre sanje, ni bilo nič. Ampak takšne stvari, kot so te posnetki, kot so te slike, pa jasno kažejo to, kar ste vi govoril, gospod voditelj, na dejstva, da gospod Pahor ni navaden človek, Ne, ni. da je v njem tudi Satan in da gre za čarovništvo. Tako. Želimo imeti takega predsednika? Satana. Jaz ne. Jaz ne. Pravi, zdaj obtožujemo Pahorja, da je Satan. Zdaj je to Seveda. tretji predlog. Greva četrta obtožba. Odpira se, fant se odpira, kar je zelo pomembno, gospod Ejte. voditelj. Murite je posnel, kako si na nekem travniku strasto poljubljal sliko Janeza Janše in v tistem hipu fasal strašen herpes. To se mi pa zdi nenaravno. Ja. Herpes ne dobiš takoj, ta je pa samo sliko kušto, takoj herpes. Takoj fasal. Takoj. A to je Churchill slikal? Res je, res V je. tistem trenutku Res je. Ja. je Damir sprožil Res in je. se jasno vidi, kako je dobil herpes. Res je, Borut. res je. Večkrat poljubljam sliko Janeza Janše. Večkrat poljubljam sliko Janeza Janše. Imam ga pač rad, kot ima moški rad moškega. Enostavno, gospod voditelj. Pri tej sliki pa je moj štab ugotovil, da je to sliko pred mano poljubljala neka obolela gospa in posledično sem dobil herpes. Samo to se je zgodilo, gospod Šarec, nič drugega. Samo to. Murite je posnel, ko si med kampanjo upravljal različne poklice, kako ti je glavo potegnilo v 80-tonsko stiskalnico in poglej, tvoji glavi nič, stiskalnica pa je v tistem razpadla. A prav posneta je glava noter? Seveda v 80-tonski In kako je to izgledalo? stiskalnici jo je skupaj stisnilo Ja? in v tistem Ne, gospod par Šarec. sekund stiskalnica razpade. Yes. Borut Ta pa? glava, ja poglejte, nič. No doubt about A it. je to normalno? No doubt about it, gospod A je Šarec. to normalno? In to je naš predsednik. Si želimo to? Jaz ne. Gospod Šarec, če dovolite, gospod voditelj, da odgovorim. Izvolite, ja seveda, zato Moja ste tu. glava ima najpopolnejšo obliko lobanja na svetu. A, res? Tako kot je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ima moja Ljubljana najlepšo obliko na svetu. To je oblika jajca. In vi veste, da je jajce oblikovano tako, da se nasprotujoče sile izničijo. Ja. Je tako. Ja. Ne? Kar je logično, da sem ostal nasmejan in pripavajoč. Vi, gospod Šarec, pa verjetno še 7 popravci iz fizike. Je tako, ali se motim? Poglejte, to koliko popravcev iz fizike jaz imam, koliko sem jih imel tukaj. Gospod nima Šarec, praviš nobene številka veze. 7, ker če je to dobro. On Ker ima vračamo se nazaj v otroštvo, Ja. gospod Šarec. 7 srečna številka, ne? Pak tukaj ne gre. Si predstavljate 80-tonsko stiskalnico. 80 Ja. ton, tukaj ne rabiš nič. Pa je posneto to. Ja, seveda je In je posneto. razpadla. Razpadla 80-tonska stiskalnica. Borut pa cel. Borut pa cel, poglejte ga. Ja, to je. In to ni normalno. To je lahko Satanovo delo, ampak je lepo argumentiral predsednik. Gremo naprej, Marjan, če so še kakšni argumenti. Tako je. Imamo. Zagotovo so, to vam jaz tukaj zagotavljam. Seveda, ker smo se resno lotili dela. To, kako se resno lotiti dela, tega vi ne veste. Odgovoren človek in to je pomembno. Take v politiki potrebujemo. So še mladi, ampak imajo čas, da se izoblikujejo. Ne blefiraj, no. Tako. Kaj si zdaj Dame in pokroviteljski gospodje, morda do samo 5 mene? sekund, ne 4, ne 7, aplavz za gospoda Šarca. Gospod Šarec, čestitke. Ne mi ploskati. čestitke, bravo. 4 jasne argumente sem vam pokazal, Tako je, gospod Šarec. da ste Satanovo delo, Se opravičujem, gospod da Šarec. niste človek in ne mi ploskati, ampak odstopite in je konec. Gremo naprej. Marjan, je še kak argument? Gospod Šarec, Seveda je. ljubim vas, rad vas imam. No nehaj, Samo to sem hotel povedati. no nehaj, gospod Šarec. ker boš zdaj videl 5. argument. Bom videl. In tukaj te bo pa streslo in Nisem boš zaslepen, odstopil. gospod Šarec, in to bom videl, ker nisem zaslepen, veste. A lahko nehaš Lahko. me provocirati? Lahko. Kaj pa je argument, Marjan? Vsi dobro vemo,
da smo v času pandemije in ko je bila ta na vrhuncu, Smo res? si je gospod Smo res? Pahor vzel čas in skočil z aviona. Igralo so prazno, Takoj morda vas smo je pa res. slikal Muri, kjer se jasno vidi, da se vam pa dalo ni odprlo. Vi pa nasmejani, pa prepevajoči. Malce čudno, ne? Je Ja, malce to. čudno to. To je pa čudno. Res je, pa dalo se ni odprlo, a sem imel srečo. Ja. V vrhu stranke SDS so zažigali partijske knjižice in padel sem naravnost v goreč kup. Moram reči, da so goreče knjižice izdatno ublažile padec in me je napolnilo z neko notranjo vedrino in samozavestjo. Marjan, To so te politične puhlice, to so te izgovori, to je kar nekaj blef, zdrava kmečka pamet. Greš na avion, ja, skoka s padalom se vsak človek boji. Ja. Tako ali drugače. Vi skočite dol, kliknete in vidite, da se padalo ne odpre. groza. Groza, pogledate dol, se bližate zemlji. Ta se je pa režal, pa prepeval. Tako je. A je to normalno? Ni normalno. Ni gospod Šarec. normalno. Za vas ne, gospod Šarec, in s tem se Za strinjam. nobenega. In In tukaj to vas je podprem. predsednik republike. Tako je. Tako je. Moj ne. Marjan, je to satanovo delo? Ja, seveda. Kater človek bi pa se še režal? Tako je. Skoči dol, se padalo ne odpre, Tako je. edino kar je, zamižiš pa kričiš. Tako je. Ta pa nasmejan se reži, pa prepeva. Tako je. Pa prav, da vlada dela dobro. Pa pravi, da vlada dela dobro. Tako je, gospod Tole Šarec. pa. Boro, to so pa že počasi težke obtožbe, ne? Ja, Zakaj? seveda so. Zakaj? Pavel ste, koliko je bilo gospod teh voditelj, partijskih knjižic, ko ste padali? ogromno. To je bilo pa... Ogromno, na tone. Pa je to sam... Knjižice, za katere ljudi, da sem pogledal, sploh nisem poznal in za njih nikoli slišal. Noro, gremo, Noro, Marjan, noro. ti argumenti ne držijo čisto, ampak da vidim, če bo šel naprej. Kako ne držijo? Če Pustite ga, človek gospod pade, voditelj, pustite ga človeka. pa se reži s Naj živi v svojem padalom, kaj prepričanju, vam če je se pa dobro počuti, je zdaj? to dosti vredno. Gospod Šarec, nadaljujte, lepo No, prosim. gospod Hribar, Tako, rad vas imam, gospod Pahor? Šarec, rad vas imam, gospod Šarec. ja, jaz pa tebe prav nič. Hvala Na lepa, to sem gospod Šarec. ponosen. To mi veliko pomeni. Ja, verjamem. Lep ste. A lahko? Katero maskaro uporabljate, gospod A Šarec? lahko? Nobene, škoda, zakaj ne? To je Še lepši bi predsednik. bili. Ki Se je bil, depilirate, gospod Šarec? ki je bil vse, Morda ne, po obrazu, Ki je morda bil- v mednožju, gospod Šarec. predsednik stranke, Ja, ki je bil predsednik parlamenta, ja. ki je bil predsednik vlade, zdaj države, ob tem, da ni naredil nič. A ni to neka satanska sila? Če to ni, pa jaz ne vem. Res je, gospod Šarec. Vse to je res. Vse to je res. Vse pa nič A ne namenoma se obnašam in sem se infantilno in harlekinsko. S tem ljudi sprostim, da se svoje zapitosti ne sramujejo. Ste slišali to, gospod Šarec? In v tem primeru je glas zagotovljen. Ne kompliciram, samo iščem največji izkoristek. Boro, vi izvabite zabitost iz človeka Tako je. in on se ne sramuje tega Ne, v tem trenutku se to dogaja. in je vaš glas. V tem trenutku se to dogaja. Boste videli na Dobro. koncu intervjuja, gospod Šarec, bova dobra prijatelja. Še kako dobra prijatelja bova. Približno ne. O, da, Tudi da. slovenski narod ni za Zaljubila se bova. Platonsko, Slovenski seveda. narod ni za biti. Platonsko. Sem ga spoznal do obisti, po celi Sloveniji prehodil, nastopal, imel inteligentne fore in samo na te so se ljudje smejali. Ne na to, kar počne gospod Pahor, pa selfie in podobno. To je čarovništvo. To ni karakter Slovenca. Ja, tole Karakter Slovenca ni, da bo čez noč kar pozabil, da A je je še bil kak argument, nesposoben. Marjan? Seveda je. Kaj? Imamo tudi posnetek, kako je gospodu Pahorju konj prdnil v glavo in to ne majhen konjiček, ampak velik konj. Vendar od gospoda Pahorja frizura je ostala nedotaknjena. To ni mogoče. Kdo je to slikal? Damir Črnčec, Konj? Kako je to zelo? poglejte, on je bil v hlevu, Ja, se tam nekaj okoli konja, Tako. konj se obrne, Tako. mu prdne v glavo. Andrej Stare bi rekel, kakor vihar je bilo. ja. Vse je šlo. Cel hlev je skoraj razneslo. Njegova frizura pa
ostane taka, kot je. Ja, Borut, to je pa... Da. Tudi, Gospod Šarec, tudi las Gospod ni Šarec. šel gor. gospod Šarec, Satan. tako jaz kot predsednik vlade, gospod Janša, še zmeraj uporabljava trivremenski takt. Čudežni sprej iz dobe komunizma. Aha. In če hočete, vam ga priskrbim. Težko ga je dobiti, da smo si na jasnem. Ja, Gospod Šarec, enega ljubčka nalička, gospod Šarec, in bo vaš. No, Ne daj, rabim. enega ljubčka nalička, gospod Šarec. Ne rabim, Da, ja, na hitro. pa hej, ja, Priskrbimo ja, pa ga. ja, da se Težko ga je bova dobiti. ljubčkala. Enega ljubčka nalička, gospod Šarec. A lahko, Samo enega. prosim, nehaš in se obnašaš kot normalen predsednik, Čisto ne pa potiho. kot nekdo, ki ima v sebi satana in je čarovnik in zavaja slovensko ljudstvo. Mene ne boste na te fore. Mene ne Marjan, boste. trivremenski zljubki. taft je bil to, ti najbrž ne poznaš, to je res mogoče posledica, da se ni poznala. Še kak argument, no? Ker zdaj To pa pa se branim ni- predsednika, ker to se mi zdi predvsej neosnovano, je No, pa saj verjetno vse najlažje je res. pa napadati. Ne? Da ti konj Še- prdne v glavo, to, mislim, to je krk hudo. Ja, seveda je hudo in da Kaj- se las niti ne dvigne. Kakšen argument še? Gospod Pahor se je odločil za 24-urno drsanje. Res je, Ja? res je. Moram reči, da buta sto do konca. Ja, saj- Kretensko. Se strinjam z vami, gospod Šarec. če Pa tako vendar mislite, ste se vseh strinjam. 24 ur nasmejani. A je to logično? 24 ur! Je bil To nasmejan. je, to je več kot 23. In je bil ves čas nasmejan. Je rekel, da vlada dela dobro. Ne? A je to logično? Borut, a je to A je to logično? logično? Veste, gospod Šarec, prvotni namen je bil 24-urno samozadovoljevanje in imel sem čudovite spremljevalke in spremljevalce. 48 ur tudi ne bi bil noben problem, da so si nejasno. Pa vendar, mi je rekel nek notranji glas. Borut, sedaj je čas, da greš drsat. Zdaj je ta pravi trenutek. No in? Nisem vrgel puško v koruzo in šel drsat, gospod Marjan. Ja. Si Marjan. zdaj? Ne, Nisem vrgel puško v koruzo, gospod Šarec. Predvideno je bilo 24-urno samozadovoljevanje. Šel sem drsat. si predstavljate Puška ni to, bila v koruzi, gospod Marjan. da bi si ga jaz 48 ur žlajfal po rokah. Ne, gospod Šarec. To bi bilo grozljivo in Zagotovo ob si tega ne tem predstavljam. definitivno ne bi bil nasmejan. In zakaj ne? Ker sem človek in to je človeško. Da je. ne moreš. Tako je, gospod Šarec. Lahko Dobro. rečeva 8, 10 minut. Torej 15. so argumenti, o katerih bo ljudstvo presojalo, ali je Borut Pahor satanov Seveda je. učenec. Seveda Vi je. pravite, da je, Borut pravi, da ni. Kaj bo ljudstvo naredilo? Marjan, hvala lepa tudi Borutu Hvala Pahorju, tudi mi vam. pa gremo z oddajo naprej. Gospod